Kar na TV. Ta oaza miru in mnogo komor sprostitev duha od mestnega vrveža, brez nje si mesta Maribor ne predstavljamo. Je priljubljena točka za vdih in rekreacijo. Vabljiva zelenica, vdih lažjega zraka, da se spočiješ in prisluhneš svoj priljubljeni glasbi v ušesih ali preprosto sprehod s svojim štirinožnim prijateljem. Vse to in še več nam nudi zdaj že več kot 130 let star Mariborski park. Seveda marsikdo čuti, da je park potreben sprememb, da potrebuje mnogo bolj razgibano in živahno podobo, a vendar tudi večji nadzor. Bilo bi v veliko korist parka, kot tudi v korist mesta Maribor. Preživela sem 2 čudovita dneva v družbi mojega snemalca, s katerim sva obiskala vse dele našega parka. Med potjo sva spoznala nekaj zanimivih in prikupnih ljudi, ki so nama zaupali svoje občutke, pa tudi prigode, ki so jih tukaj doživeli. Pozdravljen, zanima me, koliko časa pa že ti obiskuješ mestni park in kaj tebi osebno pomeni? Mestni park obiskujem že v bistvu odkar sem shodil, ker prihajam iz Maribora. Zdaj bolj intenzivno pa 3 leta pa pol, ker pač se ukvarjam z slacklinom. Kaj mi pomeni? Pomeni mi v bistvu en taki čas, ko se povežem z življenjem, z drevesi tukaj, ki so, z naravo. En taki res kot neka oaza v mestu, kjer pač lahko napojiš svojo dušo. Mestni park obiskujem že 15 let, ker živimo v mestnem parku. Mestni park mi pomeni veliko, je narava, sprostitev in tudi druženje. Seveda obiskovanje parka prinaša, eno osebno sprostitev, tudi določene zanimivosti, tudi te živali, veverice in ostalo je prijetno pogledati. Kaj meniš o tem, da je mestni park zelo dober prostor za zmenke? Ja. Si že imel kakšen zmenek tukaj? Ja, 2, ja. Povejte še mi, ste kdaj razmišljali, da bi kaj spremenili v tem parku in kaj bi to bilo recimo? Kaj je mogoče kaj takega, kar pogrešate? Jaz pogrešam predvsem več kontrole nad tem parkom, zato ker kadar greš soboto ali pa recimo ponedeljek, vidiš, da je ogromno onesnaženja, steklenic, potem tudi ta konstantna pot, ki jo imam, recimo jaz se vozim s kolesom, vidim recimo tako kot zdaj tu je klop, tam je koš, pa še koš je pa še bližje, tam dol, Tam vidiš enostavno okrog klopi vedno steklenice. Jaz ne vem, samo 2 koraka mi treba pa bi dal v koš, a koš je pa prazen,
Mogoče pogrešam recimo sadna drevesa. Pogrešam, da bi bil en odsek recimo namenjen kakšnim vrtovom, takšnim predvsem bolj namenjenim šolskim poligonom oziroma za učenje, da bi ljudje lahko spoznali, ker dejansko tukaj je prostor. Potem pogrešam recimo tudi še malo več namenjenosti igralom za starejše, torej ne samo za otroke, ampak obstajajo tudi igrala za ful starejše ljudi, mladostnike in starejše ljudi. Recimo, kakšne take stvari, ki so po svetu že dosti razširjene, pri nas pa še v začetku. To pogrešam. Nekaj takega, kako je spremenijo. Mogoče, kako vem, pravzaprav mi nič ni takega bi spremenilo, meni je čisto všeč vse ureditev. Mogoče kako igrišče to za otroke moče malo spremeniti, to je že vsa leta isto, pa tu je zelo dosti otrok, pa to je moče malo povečali, pa kaj ne. Park razdelimo na 4 različne dele, Kalvarijo, 3 ribnike, piramido in park. Kateri je tvoj najljubši in zakaj? Najljubša mi je piramida, ker je tam pač lahko vidiš tudi arheološko najbišče, pa tam z sošolcem tudi hodim, pač ker imam zbirko kamnov. Je tam zelo veliko lepih kamnov in jih tam nabiramo.